Že dolgo nisem naredil nobenega vloga in mislim, da čas, da to popravimo. In danes imam prav fajn izgovor, da ga posnamem. Zakaj? Fantje iz Reolinka so mi pred časom že poslali ta zvonc, da naredim video njemu. In danes je ta pravi čas, da ga zmontiramo in da preverimo, kako deluje. Ampak najprej gremo pogledat, kaj dobimo v škatli. Klasično Reolink papirologijo, šablona za vrtanje nosilca v steno, zraven dobimo 64 GB micro SD kartico, kar je super, ker nimam nobene na zalogi. Tako da to je to, kar dobimo tukaj noter v tej škatli. Noter dobimo kamero, zvonec, to je zvonec in to je zvonec. Katero je zdaj zvonec? To je zvonec, ta je dejansko tista napravica, ki proizvede zvok zvonca. Ko na zunanji enoti zvoncu pritisneš gumb, ta pozvoni. Tega vklopiš nekje v elektriko, bilo kje v stanovanju in to je to. Tako da nisi odvisen na aplikacije, na telefon, ampak dejansko slišiš v prostoru, da je nekdo pred vrati. Tu je kombo paket, lahko kupiš samo kamero ali pa samo zvonc. In seveda je tukaj zvezda dneva. Zvonec sam, enota sama, ni zvonec, no, ampak. Enota je kar robustna, tako da imam dober feeling in imam občutek, da bo zdržala vse vremenske razmere. Tukaj pa še montaža na steno, na katero pretrdiš zvonc, da ti ga ne ukradejo. Zraven pa dobiš še distančnik, da ti kamero malo nagne, če jo montiraš pri strani, tako da je obrnjena proti gostu, ki ti pozvoni, da ga lepše vidiš. Dejansko bom jaz to mogel uporabiti. Zraven dobiš pa še vijake za montažo na steno. Ko kamero natakneš na nosilec, ki ga našavfaš na steno, ga ne moreš kar dol sneti. Zraven v vrečkici dobiš poseben ključek, katerega moraš potem vtakniti na dnu naprave in ti sprosti kamero, da jo snameš dol. To je en del varnosti, da ti ne snamijo zvonce in ti ga ukradijo. Sicer imam pomislek, ker tako zdaj kot SIM injektor, to se pravi ono, ko dobiš zraven telefona, da daš SIM kartico ven, tako da ni nekaj posebna zaščita, katero tisko ve, ki želi, bo lahko s tem vzel. Ampak recimo, da pač je to varno. Zraven pa dobiš še ta dva kabelčka, s katero lahko ta zvonc priklopiš na že obstoječi sistem zvonca v hiši. Ampak prej se lotimo fizično kamero montirati zunaj na steno, je treba povezati z Wi-Fi-jem in to je najboljše narediti noter v miru, da se pol ne ukvarjaš tam. Zraven smo pa dobili še USB kabel za pont. Tukaj je reža za micro USB kartico in USB-C za pont. Gremo kar dati takoj USB kartico noter. Gremo prižgati kamero. Okay. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Evo. Malo zamika je. Ampak cool. Lahko se pogovarjaš s poštarjem. Mu poveš, pusti paket pred vrati. Mislim, da je čas, da gremo zdaj tu testirati. Najprej, da vidimo, kako tu zvoni. Razmišljam, kam bom jaz tu zdaj priklopil in upam, da bo tu neslo tukaj daleč, kamor bo zvonc priklopen. Bomo videli, ampak najprej gremo probati. Ok, treba še ta zvonc spariti. Tu naredimo v aplikaciji. Pritisneš Next. Pritisneš tle stranski gumb. Se vžge modra lučka. Klikneš na telefonu Pair. In zdaj Searching. Najde zvonc. Boš Pair. Evo. In je naredil Continue, tako da. Ok, dokler se Chime updata, bom jaz dal filat malo ta zvonc, ker ima samo 15% baterije in ne bi rad čez en teden ga spet dol jemo, da ga filam, tako da ga bom dal zdaj filat in medtem bomo šli pa mi zmontirati nosilce zanj. Za montažo bomo rabili Makito, nosilčke, vijake, še svedre moram vzeti.
Evo, tu je vhod v naš studio. Načeloma vrata se odpirajo s tem Ubiquiti sistemom, ki je na kartice, na face recognition, v telefonsko aplikacijo vse lahko odpreš, ampak naše stranke nimajo tega dostopa in bom montiral zvonec na drugo stran stene, da nam lahko pozvonijo, da jim pridemo odprt vrata. Najprej bomo na steno nalepili šablono, da bomo luknje prav zvrteli. Recimo, da je tu dovolj ravno. Tudi gre kamer. Prvi del končan, zdaj pa še te drugi. Dela. Evo, kamera je zmontirana, baterija je na 38%, jo bom dal filat malo kasneje. Zdaj z potrebe tega videa sem jo takoj zmontiral, ampak v glavnem kamera je full redu, ima 2K resolucijo, če še nisem tega povedal, ima 1:1 razmerje, se pravi kocka, zato da ima čim večje vidno polje, da vidiš celega človeka. V aplikaciji ti nudi full stvari, kakor Peer Motion Sensor, ta ti zazna vsakič, ko nekdo stopi pred kamero, ti pošlje obvestilo. Jaz sem tukaj sklopil, zaradi tega, ker je tle pač javna površina, so tle še pisarne in lih ne rabim, da me vsakič obvešča, ko gre nekdo mimo vrat. Lahko pa kameri določiš posebej detection alarm, tega lahko določiš osebo, avto, žival na paket, tako da te obvesti, ko zazna te stvari, ki si jih obkljukal. Kamera ti tudi snema vsakič, ko nekdo pride mimo, tako da lahko tudi za nazaj pogledaš za določeno uro, kdaj je kdo prišel mimo vrat. Kamero lahko deliš tudi z drugimi osebami, recimo tukaj z mojimi sodelavci v studiu ali z družinskimi člani. Imeti morajo naloženo Reolink aplikacijo, potem poskenirajo QR kodo, ki mi jo ti daš in lahko dostopajo do kamere. Druge funkcije, ki jih ima tudi ta kamera, so recimo privacy mode, določiš, da od te in te ure kamera ne snema, je ugasnjena, se pravi, če imaš kakšen sestanek, pa da te noben ne moti. Nudi ti tudi možnost snemanja timelapsu, snemanje na svoj lasten FTP strežnik, tako da ne rabiš imeti SD kartice, oziroma da ti poleg na SD kartico snemaš še na tvoj FTP in imaš dvakratni backup. Pozabil sem povedati par stvari v videu, sicer najbolj glavno ceno. Cena je nekje med 160 in 170 evrov. Ima IP65 water resistance, tako da je odporna na skoraj vse vremenske razmere. Po noči snema črno-belo, ne snema barvno in podpira dual band Wi-Fi, se pravi 2,4 in 5 GHz omrežje. Hvala Reolink, da ste mi postavili ta zvonc, zelo prav mi bo prišel tukaj v studio in hvala vam, ker ste pogledali do konca. Če še niste naročeni, dajte se naročiti na moj kanal. Nažalost ne objavljam tako redno, kakor bi rad. Studio mi vzame veliko časa. Tako da, če boste kliknili zraven še na zvonček, vas bo obvestilo, kadar bom objavil naslednji video. Tako da, vidimo se v naslednjem. Čau!